Dober dan, en prav lep kolesarski pozdrav. Danes bi pa rad povedal nekaj o tem, zakaj vozim s kolesarskimi rokavičkami in zakaj težko razumem, ko vidim, da nekateri vozijo brez rokavic. Ta video snemam zadnji dan, na pustni torek 13. februarja. Imamo krasno sončno vreme, 16 stopinj Celzija. In kadar je zunaj med 12 in 17 stopinj Celzija, jaz zmeraj oblečem dolge rokave in kratke hlače. Na sebi imam tudi kolesarske rokavičke, pa ne zaradi mraza, temveč zaradi zaščite rok. In zdaj, ko prihaja to pomladno vreme, točno vem, da bom videl približno 20% kolesarjev, ki vozijo brez kolesarskih rokavic. Take vidim tudi med profesionalci in me res zanima, kakšni so argumenti, zakaj se nekdo sploh odloči, da vozi brez rokavic. Me pa jezi, ker sem doma tako hitel s preoblačenjem, da sem si pozabil dati gor senzor srčnega utripa, tako da sem zdaj brez in na števcu vidim samo ničlo. Tako da sem se odločil, da bo tema enega od prihodnjih videov, kako se opremiš in kako veš, da ničesar nisi pozabil. Ampak zdaj pa pejmo na temo o rokavicah. Pri kolesarjenju so dlani ena redkih točk, kjer se dotikate kolesa, poleg zadnjice in podplatov seveda. Zaradi tega je zelo pomembno, vsaj meni, da imam dlani zaščitene. Te kolesarske rokavice imajo večinoma vdelan tak gel, ki omogoča mehkejši prijem in nekako bolj udobno vožnjo tudi na daljših turah. Druga stvar je ta, da je na notranji strani rokavic poleg gela tudi guma in taka hrapava površina, ki omogoča boljši oprijem krmila in enostavno preprečuje, da vam bi roke drsele po krmilu. Vaš oprijem bo ostal dober, tudi če se vam roke v rokavicah potijo. Kot tretje je na zgornji strani rokavic taka mehka upojna tkanina, s katero si lahko z obraza obrišeš znoj, kadar ti je res vroče. Vse troje, kar sem naštel, se tudi nanaša na tiste značilnosti rokavic, na katere sem pozoren pri nakupu. Hkrati gledam tudi, da imam med prsti ti dve zanki za lažje snemanje rokavic z roke dol. S tem, da moramo vedeti, da jaz sploh nimam kakšnih ekstra hudih rokavic. To je znamka Ciner, ki jo dobite v Intersportu za približno 16 evrov. Kot četrto stvar moram povedati, da boste v primeru padca zelo verjetno prileteli z rokami direktno na tla in takrat dlani podrsajo po asfaltu in lahko vam iz prve roke povem, da je po asfaltu dosti lepše drsati, če imaš roke zaščitene, kakor pa z golo kožo. Tudi poškodbe so v primeru kolesarskih rokavic manjše, lik zaradi tega, ker imate na spodnjem delu dlani ta gel, ki bo sigurno ublažil kakršenkoli udarec oziroma drsanje po tleh. Peta stvar je zaščita pred močnim soncem, zato ker vam rokavice ščitijo tudi zgornji del, se pravi hrbtišče dlani. To pride še posebej do izraza poleti, ko je sonce visoko na nebu. Če greste na kakšno daljšo furo, 3-4 ure, vas lahko tako opeče po zgornjem delu dlani, da drug dan ne boste mogli iti nikamor. Jaz lahko povem, da nosim te kolesarske rokavice skozi celo leto. Edina razlika je po zimi, ker dam od spodaj najprej ene tekaške volnene rokavice, zato da imam tople roke in da lahko še vedno delam na touchscreen. Preko njih dam pa te kolesarske rokavičke za zaščito dlani in večjo varnost pri vožnji.
Zdaj sem vam na hitro takoj z rokava stresel kar 5 argumentov, zakaj jaz vozim s kolesarskimi rokavicami in zakaj si sploh ne predstavljam vožnje brez njih. Vseh teh 5 razlogov se nanaša striktno na varnost in na udobje pri vožnji. Jaz se tukaj nisem spuščal na lepoto, v modne dodatke in tako naprej. Bi pa seveda bilo zdaj prav, da se oglasite tisti, ki vozite brez kolesarskih rokavic, ker me zanimajo argumenti, zakaj bi kdo šel na kolo brez njih. Pač enostavno si ne predstavljam, ne morem najti niti enega minusa, ki bi mi ga kolesarske rokavice lahko prinesle, tako da res sem odprt prav za vse ideje. Pa ne me preveč napadati, ker nisem mislil prav nič slabega. To je bil en tak kratek krog in tudi kratek video na pustni torek, takoj po službi. Link od Strave bom dal od spodaj v opis. Jaz vam bi zaželel varno vožnjo in čim več lepih kilometrov. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.